notranje komponente začnejo nadomeščati in seveda je veliko lažji, veliko bolj preprost. Tukaj, če pridemo pa okoli, tako vidite, kako so včasih izgledali, si lahko tudi predstavljate, ne, niso bili tako lahki, ne bi ga ravno mogli v šolo nositi, tudi če bi ga odlogo dali. Tukaj naprej vidimo pa že do polračunalnika, polračunskega stroja, naprimer gore imamo televizijo, oziroma zgleda kot televizija, v bistvu je monitor odgorenja, tele koktejl oranžni barvi, katere se boste nekateri verjetno spomnili. In od spredi imamo pa že računalnik, ZX Spectrum z 48 kilobiti. Računalniško zbirko imamo pa tam od zadnji, to več povedati že tam naprej. Če pa se obrnemo na to stran, pa pridemo do kamer. Prva kamera, če lahko rečemo, prosim, ne se dotikati tam. Tukaj lahko vidite, imamo nekaj kamer, verjetno ste videli v kakšnem filmu, kako so imeli tiste kamere postavljene na 3 nogah in potem se fotograf prekrije z deko oziroma z odejo, škljocne tisto fotografijo, pa raztegne meh in seveda ima še magnezijev prah kot flash. Zaradi tega se tudi reče flasha, za flasha, kadar se prižge. Tukaj imamo pa leče in prva leča sploh ni bila leča, ampak je bila luknjica. To lahko tudi vi naredite sami, gotovo ste že slišali za kamero obskuro. Če imate en črn papir in v ta črn papir naredite mehno luknjico, šivanko in postavite ga pred steno, pa da je tukaj okno, bo na steno bila projecirana slika. Ker je tako mehna luknjica, se slika projecira na steno in obrne, torej je obrnjena slika. Enako, ampak veliko bolj zakomplicirano nalogo upravljajo tudi leče, katere lahko vidite tukaj. Leča je zelo osnovno, imate jih tako pri očalih, kot tudi pri kamerah, imate konveksne, konkavne, ponavadi ta prva leča pri kameri je konveksna, zaradi tega, ker zbira sliko v žariščno točko. In v tej žariščni točki, če pogledamo bolj moderne kamere, imate senzor, ta senzor posname kar je gor in naredi fotografijo. Tukaj seveda imamo veliko starejše načine. Prav prve kamere so uporabljali mešanico z živim srebrom, na katero ste zelo slabo kvalitetno sliko lahko narisali in je potem nastala v dolgem času. Nimajo besednega izraza, ampak so resni. Resni niso zaradi tega, ker bi takrat veljalo, da morate na slikah vedno biti resni, ampak zaradi tega, ker je veliko lažje držati resno krimanstvo, kot pa se smejati za 1 minuto in pol. Tako da stare kamere so potrebovali 1 minuto in pol, da ste naredili fotografijo in če ste pač spreminjali obrazno mimiko, je pa izgledalo malo čudno. Tukaj imate torej te stare kamere, stare leče. Tukaj imate že malo novejše in največja prelomnica, verjetno, kar se tiče kamer, je iz stacionarne na kompakt. In to je najbolj očitno v prvi svetovni vojni. V prvi svetovni vojni ste imeli stacionarne kamere, tele velike, katere niste mogli ravno nositi po bojišču naokoli, slikati, sedmikati metkom in tako naprej. In potem je prva svetovna vojna velika razlika od druge svetovne vojne, kamor so že imeli kompaktne kamere, nekatere tudi videokamere. In zaradi tega, če boste pogledali fotografijo iz prve svetovne vojne, še posebej video, je skoraj 100% možnost, da je slika zaigrana. Ker takrat ne morete stati na bojišču tisto veliko kamero. Tako v drugi svetovni vojni, ko že imate manj kompaktne kamere, katere je lahko vojaki nosil s sabo, je pa velika možnost, da je slika avtentična. To je bila velika sprememba iz prve do druge svetovne vojne. Potem pridemo seveda tudi še do digitalnih kamer. Ena prvih digitalnih kamer, ki je zdajle, tale tukaj od spodaj. Tale so rekli Muzej novejše zgodovine, da je posebna, ker je tudi prva digitalna kamera, ki so jo imeli kot muzej, ko so začeli digitalno evidentirati vse, kar so dobili. Kompaktne filmske kamere, lahko vidite, da je velika približno koliko tukaj naša danes digitalna. In tukaj naprej pridemo pa že do telefonov.
prva telefonska linija oziroma večje telefonsko omrežje nastane leta 1896 v Ljubljani. Na začetku je seveda imelo zelo malo uporabnikov, potem se je to malo zvišalo. Zaradi tega, ker takrat so vse telefonske linije bile dobesedno to linije. Ste imeli pravo žico, katera je tekla do centrale, kot je bila ta, čeprav ta je zelo majhna, in potem ste za centralo imeli ponovadi zaposlene, kateri so to sprejeli klic, vi ste poklicali centralo, ste rekli, prevešte me do tega in je vzela žico ven, preklopila na tisto in je potem tam zazvonilo. Prvi telefoni, kateri so sploh obstajali, so da bili indukcijski in ste imeli žico, katera je tekla od enega do drugega telefona. Ko ste telefon zavrteli, je elektrika pohrala šok, oziroma pač samo elektriko, do zvončka, zvonček se na drugim telefonu zatrese, vzdigne in se začne pogovarjati. Tukaj naprej imate tele izjemno stare telefone, induktorski telefoni, kateri telefoni pa še danes, čeprav zelo majhnemu številu še vedno deluje na induktor, to je poljski telefon, torej vojaški poljski telefon. Če nimate toliko dobrih digitalnih oziroma brezžičnih zvez, lahko še vedno potegnete žico z enega poljskega telefona do drugega, to zavrtite in se sliši. Doskrat se pa je šlo tako, da tisti, kateri niso vedeli, zakaj se to gre, so jim rekli, primi za te dve točke, pa je eden zavrtu, pa ga je stresno. To so vojski imeli potem. No, še starejše imate. Tukaj seveda izbitelj telefona oziroma patentiranec telefona se vseeno debatira in bil pa telefoni, podobno telefonom so bili tudi teleprinterji, podobno kot fax, gre se preprosto za zelo stare SMS-e. Vi tukaj pritisnete črko, naprintajo pa čisto drugje in lahko vi berete tisto, kar je to naprintal dalec stran, kolikor je dosegla žica. No, javno govorilnico, ja, že spadajo v muzeje, verjetno se redko katero še vidi, če pa se jo vidi, pa ni aktivna, torej tukaj imate tudi javno govorilnico od Telekoma, verjetno se spominjate tudi teh. No, tukaj pa, če začnemo z računalniško zbirko, prej sem že omenil ZX Spectrum, mali računalnik, ki ga imamo tam od zadnji. Tale računalniška zbirka pa je veliko večja in se gre prav od prvega računalnika ne samo v Jugoslaviji, ampak v Sloveniji. Kar pridite tukaj naprej, ampak prosim tukaj res roke zase. Ok, se lahko pridemo naprej. Torej, iz leta 1961 pridemo v Sloveniji na inštitutu Jožef Štefan do prvega računalnika. To je bil tale ZUS z 23, kar ne pomeni ravno veliko, glede na to, da firma danes ni ravno znana. Sicer pa, če pogledamo prav razvoj računalništva, kako računalništvo poteka, komputacija, moč preračunavanja. Prvi računalniki so uporabljali, razviti so pri času druge svetovne vojne. Prvi računalniki so uporabljali, kjer so gledali kot te ručke, so pa seveda bile zelo veliki. Uporabljali so ogromno energije. Te lampe so priključili v en računalnik, mogoče je so na enje. In te računalniki so uporabljali prvič Zašto to pogotovine niso mogli vzeti? Zaradi tega so plešli pač so fotografi, nekaj fotografki, oziroma zagotovino bilo obdavčeno fotografne. Prodali to, kaj fotografi, Tranzistor je bil nedvomno ena večjih revolucij modernega sveta. Tranzistor je lampo odstranil in je bila že majhna takale tablica, katero ste jo, oziroma majhna kocka, katero ste priklopili na več, ste jih imeli, bolje je bilo. Mogoče se vi spomnite, ni za dosti stari tukaj, ampak radioti, kateri so bili z lampami, so bili taki veliki, atlasti, leseni, da tam, ko potem, ko pa pridejo do tranzistorjev, je pa svet
stopil v neko norijo, kdo lahko proizvede manjši radio, ker so lahko šli iz meter krat meter kocke na 10 krat 10 cm. Isto je bilo tudi za računalnike, pridemo do tranzistorjev. Tranzistorje pa nadomestijo čip. Čip, silicijev čip imate tudi vi danes v telefonu in drugje, skoraj vsaka stvar ima danes procesor. In zdaj, če gremo pogledati razliko. Tranzistor, naprimer tukaj, imate par tisoč tranzistorjev, kar pomeni, da lahko par tisočkrat na sekundo date enke in nule. Medtem, ko če pogledam moj telefon, oziroma če gremo kar pogledati najmočnejši računalnik, najmočnejši procesor danes, imate noter 20 milijard tranzistorjev. Torej smo šli z par tisoč na par milijard tranzistorjev. Imate ogromno večjo moč, kar se tiče procesiranja. Vaš telefon je verjetno močnejši od vseh teh računalnikov, ki jih imamo tukaj skupaj. Toliko hitro so napredovali. No, če pa gremo zdaj naprej, ta je bil zelo star, tranzistorski, pridemo, če se obrnete še na drugo, zdaj sem omenil procesorje, pridemo pa na shranjevanje podatkov. Tukaj imate zelo stare diske, od IBM-a trdi disk, lahko rečemo prenosen. Celoten tale disk ima 1 megabajt. In to je bilo kar veliko, 1 megabajt. Zdaj telefoni imate tam, ne vem, 64 gigabajtov, tam nek srednje dober telefon, 1 megabajt v enem temu disku. Malo večji, malo starejši, malo težji, ta od zadnji. IBM ima pa 630 megabajtov, njegova teža je pa 32 kilogramov. Tako da, kar se tiče teže proti shranjevanju podatkov, smo šli kar naprej. Seveda, tukaj imate vse magnetni način shranjevanja podatkov, tako diski, kot tudi diskete. Naprej. Imeli ste tudi take, kateri so imeli železo. Preprosto železo Atari zdaj ne izdelujejo več, no, da lahko garantiram. Ampak Atari mislim, da še vedno vsaj producent igrc, mislim, da je. Če se ne moti, lahko se. Aha, no, ja. Mislim, logotip vem, da sem nek časa že videl, ampak drugače dva. Hvala. Zapiramo. Tako. Come